Pozdravljeni, moje ime je David Rotar in danes vam bom prikazal, kako pravilno shraniti same stroje pred zimovanjem, da so potem pripravljeni na delo, ko začne sezona. Začeli bomo z motorno žago. Trenutno imam pripravljeno motorno žago, ki sem jo delno razdrl, to se pravi, najbolj osnovne zadeve same motorne žage so podrte. Zakaj podrte? Zato, ker to z lahkim delom lahko naredi vsak posameznik tudi doma in stroj primerno očisti in s tem poveča samo delovanje samega stroja. Da začnemo kar pri zračnem filtru. Pri samih strojih je zelo pomembno, da je zračni filter čist. Pri sami žagi so ponavadi mrežasti zračni filtri, kot je tale, ki se ga enostavno s kompresorjem samo spiha. Ne rabite ga čistiti z nobenim bencinom ali podobno stvarjo, ker gre žagovina stran zelo enostavno. Zelo pozorni morate biti predvsem na to, da kadar snamete sam filter, zamašite tudi same luknje, kjer gre pretok zraka v sam motor, ko se omenjena zadeva piha in čisti, da ne gre svinarija v notranje luknje, kajti vsa ta svinarija gre potem direktno tudi v motor in lahko povzroči same težave pri samem delovanju samega stroja. Tukaj vidite, kako sem zaprl luknjo samega pretoka zraka, ki gre skozi uplinjač, in pa zaprl utor pri sami svečki. Strani sem vzel tudi sam pokrov zaganjača, samo zaščito nad magnetom. Tukaj je enostavno tudi zaganjač. Zakaj sem to storil? Kajti pri sami motorni žagi se znotraj tega nabere veliko žagovine, o tem, kar sem že prej govoril pri samem filtru, in omenjena stvar je zelo dobro spihati. Ko se zadeva spiha, ne rabite prati ali čistiti z nobenim sprejem, enostavno se spiha in zadeva nazaj zapre in privijači 4 vijake, ki se enostavno odvijačijo. Na drugi strani, kar je potrebno biti pozoren pri sami motorni žagi, je del, kjer je oljna črpalka, kjer se potem na zobnik namesti sama veriga in pa sam meč, da se žagovina okrog oljne črpalke in okrog zobnika očisti. Tukaj priporočam, da se zadeva čisti s pralnim gorivom ali pa s kakšnim brake cleanerjem ali pa sprejem, ki je namenjen za tako čiščenje. Imamo tudi tukaj en multifunkcijski sprej, ki ga lahko uporabite tudi za tako čiščenje. Ko zadevo v celoti očistimo, je zelo dobro, ko imamo enkrat samo motorno žago razstavljeno, da takrat iztočimo tudi samo gorivo iz samega stroja. Zakaj iztočiti gorivo? Zato, ker dvotaktni motorni stroj uporabljajo mešanico. Vkolikor dvotaktnega stroja dlje časa ne uporabljaš, sama mešanica zastara in stara mešanica lahko povzroči zaribanje samega motorja. Zato v takem primeru je bolje iztočiti gorivo v posodo in ga porabiti mogoče v sami kosilnici, ki ni občutljiva na to gorivo. V sam stroj pa potem pred začetkom same sezone in samega žaganja naliti na novo pripravljeno mešanico. Pri sami svečki, ko jo snamemo in pripravljamo stroj, jo enostavno svečko samo enostavno lepo skrtačimo, da iz same svečke poberemo odvečne saje, ki so nastale med samim delovanjem. Meč po delovanju je zelo dobro enostavno in samim nožem očistiti vse kanale, kjer poteka veriga. Enostavno naredimo tako in potem meč spihamo s kompresorjem. Zakaj to naredimo? Zaradi tega, ker vsak meč ima luknjico in preko luknjice je samo mazanje z oljem, in vkolikor so vse te mazalne luknje in pa notranji utori zabiti od žagovine, pomeni, da enostavno tudi veriga nima dovolj mazanja in pride do samega pregrevanja verige, kar lahko potem povzroči samo težavo pri verigi, izgubi trdnost, ker se pregreje,
zobje prej postanejo krhki in jih je treba bolj pogosto brusiti in s tem povzročimo tudi samo težavo pri samem meču, to se pravi življenjsko dobo meča, si skrajšujemo, kolikor omenjene zadeve ne naredimo. In pa pri sami verigi je zelo dobro, da ko stroj oziroma žago nehamo uporabljati na koncu sezone, le to pripravimo, imamo tukaj enostaven sistem, ki ga enostavno opnemo na sam meč, za enostavno brušenje, verigo naostrimo oziroma nabrusimo in imamo stroj pripravljen za zimovanje in pa potem na delo oziroma za uporabo, kadarkoli le to potrebujemo. Sedaj vam lahko tudi enostavno prikažem še, kako hitro se same zadeve sestavijo. Pri samih naših žagah tudi skrbimo, da poleg vsega naredimo žago enostavno na način, da že priložen ključ služi skoraj da 90% stvari za delovanje. Se pravi, en ključ omogoča tako odpiranje samega pokrova, kot napenjanje same verige, čiščenja, utora meča. Edino stvar, ki potrebujete, je dodatni imbus ključ, da lahko odvijačite sam pokrov pri zaganjaču in pa zaščito magneta. Tako je stroj pripravljen na samo zimovanje. Kar je dobro poskrbeti je tudi to, da v garaži ni kakšne maščobe ali masnoče od žage, kajti sedaj smo stroj pripravili in očistili. Vsekakor bo iz stroja iztekla kakšna kapljica olja. Je zelo priporočljivo imeti takole posodo, ki jo uporabljate lahko tudi za transport v samem avtomobilu. Enostavno žago položimo notri in pa jo zapnemo. In sedaj je stroj pripravljen za delo, zimovanje ali pa transport v avtu.